V 4. sezoni podcasta iz Centra Ogol vas vabim ponovno, da nam pomagate pri delitvi, pri temu, da bodo tudi drugi spoznali naše oddaje. Še vedno ugotavljamo, da veliko ljudi, ki so ljubitelji nogometa, ne vedo, da obstajamo. Tako da, če želite biti naš sponzor, vas lepo prosim k deljenju. Na drugi strani pa vas tudi vabim, da si ogledate v opisu, imate tudi link, spletno stran Star Socks, kjer boste našli njihove produkte. Preko te oddaje lahko dobite tudi 10% popust, so pa to zagotovo najboljše nezdrsne nogavice, tako za rekreativen kot za profesionalen nogomet. Z njimi zabijate najboljše gole in podajate najboljše asistence. Gremo v oddajo. Robi, zdravo, Robi Zard z nami. V Kranju, drug del snemamo, prvega smo naredili z Robnikom. Prvo, da te pozdravim, zdravo, si v redu. Upam, da se bo zagrel tole, ko je malo mrzlo. Igor, hvala za povabilo. Ja, res je čuden brez, ampak tudi to smo Gorenci že tega vsega vajeni. Všeč mi je, ker sem nas povabil zraven, všeč mi je, ker vem, kateri fanti bomo zraven pristopili k temu, tako da se že veselim najnega pogovora. Zdaj, midva smo rekla, tvoja, v bistvu se več ali manj smo pogovarjali o delu z najmlajšimi, tako ko smo se z Dejanom pogovarjala, ki je v tem projektu NZS-a, ti si tudi zelo rad v tem delu z najmlajšim, ampak en del bomo pa se navezala tudi na fair play trenerjev, pa kako v bistvu mi funkcioniramo znotraj te naše nogometne družine, se pravi trenerske družine. Zdaj, če lahko na hiter, se pravi, tvoj klubi večinoma, kjer si deloval kot trener, so, da tako rečem, da ti govoriš, veš, da ne toliko jaz. Ja, seveda, hvala. Zdaj, v bistvu, glede na mojo, bom rekel, trenersko delovno dobo, sem zamenjal malo klubov. V bistvu sem bil prisoten le v 4, začel sem Zarica Kranj, Šenčur, Radomlje in zdaj že 4. sezona Domžale. Tako da, v bistvu, ja, skozi ves ta čas je rdeča nit dela z mladimi. Vmes eno leto je bil res članski nogomet, pa potem sem tudi malo ugotovil, da pa to morbiti pa le ni zame in da sem veliko bolj koristen nogometu, če se ukvarjam z mlajšimi. In bom rekel, živancija mi je iz dneva v dan delo z mladimi. Je tekmovanje pri članih drugačno kot pri mlajših? Ali je sam delo toliko drugačno? Ne, delo je bilo meni podobno, tekmovanje mi pa je bilo drugačno, zato ker v bistvu, ja, ker se soočaš z izzivi, bom rekel, moja tista prva sezona, če se vrnemo malo na članski nogomet, je bila malo stresna, treba je bilo zagotoviti obstanek v 3. ligi, potem pa drugi del sezone je bilo pa čista nova ekipa, veliko število igralcev in smo se pa skoraj borili za prvaka. Ampak potem, ko smo se pa najdeli, oziroma smo nisem našel v nekih točkah za naprej, sem prekinil s članskim delom, pa se potem samo orientiral na najmlajše. Pa kaj te najbolj izpolnjuje to delo z najmlajšimi? Res, to je sigurno veselje, ampak to, da lahko nekoga nekaj naučiš. Jaz, če že svojega otroka nekaj naučim, je satisfakcija. Kaj šele potem, ko ti naučiš ogromno število otrok. Jaz na te fante sem ponosen konec koncev, pa ne zato, da bi bili neki igralci, ampak da si jih nekaj naučil, v bistvu, da je šlo tudi za življenje, ne samo za nogomet. In ko danes pogledam razne zapisnike, to sobota, nedelja, večer, ko malo pogledaš, kdo je igral, vidiš teh fantov, ja, žal ne, to, ki jih ni v največjih ligah, jih je pa teh v nižjih ligah, jih je pa ogromno. Sploh ta bazen okoli Kranja. Bolje je pomembno to verjetno, da so aktivni, pa da so v športu noter, pa so me kregali, da ne smemo uporabljati zdrav način življenja, ampak bomo rekli normalen način življenja, ker drugače prijemo pol ne bomo se zgubila ali pa bom jaz prav za filozofiral. Daj mi reči, v Šenčurju imam jaz pač informacijo, da si ti več ali manj postavljal nogometno šolo v obliki, ki danes stoji. Štartali ste z zelo malem številom igralcem, to je bilo... Ja, bom rekel tako, jaz sem v Šenčur prišel leta 2000, se pravi prek sem Zarica Kranj,
potem pa v Šenčur sem prišel tega leta. Zdaj, mislim, da so bile 4 ekipe, Piramida ni bila, bilo je pa zanimiva članska ekipa, se je že začela sestavljati z nekimi ambicijami za kaj več. Ne? Ampak normalno, cilj je bil, da se bi ta članska ekipa potem tudi napajala iz te lastne mladinske šole, ker je meni super ideja. Ne? Ja, kot rečeno, 4 ekipe. Jaz sem, bom rekel, prve sezone sem deloval, sem treniral 2 ekipi. Tiste, vidno, najmlajše smo začeli v 8, v 10. Ne? Takrat v bistvu še ni bila to moja služba. Ne? Jaz sem zraven, ker je bilo zanimivo, da sem jaz v teh sezonah, ko sem v Šenčurju, šel na Zarico za trenerja članske ekipe. Ne? In danes, se poznava kodeks trenerja. Ja. 4., 5. člen, ki piše, da je trener lahko samo v enem klubu. Takrat tega še ni bilo, pa sem jaz to malo izkoristil, ampak bilo je pa, bom rekel, blazno naporno, se pravi člani, otroci v 2 klubih. Ne. Tako da sem se tudi nekje srečal z mojimi nasprotniki na istem igrišču. Čustveno zelo zahtevno. Ja, ker sem šel, ravno še to moram povedati, ker sem šel jaz na članskega trenerja na Zarico, Kranj. To je bilo po sezoni, ko sem bil jaz tudi pomočnik Janeza Zupančiču pri članski ekipi. Se pravi, in Janez, veš, vsi ga poznamo, super dečko, ampak tudi, bom rekel, temperamenten in sem videl, imela, fajn dvoboj že ob liniji, ne. Ampak jaz pa še vedno sem pa tudi bil v Šenčurju, tako da zanimiva stvar, ne. V glavnem, ja, in potem otroci naprej, Šenčur, ne, tam sem končal po tisti, ker sem rekel 1 leto, z otroci naprej, 2005 sem pa dobil možnost zaposlitve. In sem to seveda sprejel in potem smo pa začeli, bom rekel, tiste stvari izvajati, ki jih tudi še danes izvajajo. In to sem zelo vesel. Na kak način so si se zaposlili? Ja, se pravi krožki, se pravi baza. Meni je zame v slovenskem nogometu ključna baza. Ne, da... Ampak to si bil ti kot SP v pogodbi z nogometnim klubom Šenčur? Ja, tako. Aha, okay. Tako. No in pravim ključna baza. Ne. Šli smo v šolo. Šenčur ima, bom rekel, zelo dobre pogoje, lepa dvorana je, takrat ni bilo še balona in smo začeli, se pravi, na krožek tukaj. Potem pa še 2 podružnični šoli, ne, se pravi, ki sta bezraven, in pa kasneje še malo oddaljene šole. To je tudi zanimivo, šel sem v Vodice, ne, se pravi, ki je skoraj v drugi regiji, pa šli smo v Preddvor. S tem, da v Vodicah je bila ideja ta, da bi dobili tudi čim več fantov iz tega, ne. Ravno kontra je pa v Preddvoru bilo, je pa bolj, da smo tam njim pomagali. Ne, da zdaj, da bomo mi te fanti sem vozili, pa da tam naredimo neko stvar. In je stvar lepo zalaufala. Mi smo imeli tudi tam lep opis. Ne. In v bistvu je bil tak del, tak dogovor, da ti fanti bodo tam ostali v nekem primeru, potem pa kasneje šele, če bomo ti otroki kakšnega rabili, kakšnega igralca, da bodo pravi, pa bi ga vzeli. Je bil to tudi dogovor z klubom? Ja. Dobro, tukaj moramo tudi pošteno povedati, da tukaj je bilo tudi normalno, te vadnine, pa te, kar je bilo, bom rekel, narekoval plusa, je bilo stvar kluba. Ja, normalno, ne? Ampak mi že govorimo, da ti ne boš siromaš v bistvu kluba s tem, ko boš prehajal na njihovo šolo ali pa na njihovo najbližji kraj, ne? Pa potem novačo si igralce. Važno je, po mojem, vsem, da ti, to je pač moje osebno mnenje, ne? Najbolj pomembno je to, da mi pržgemo tiste, da bojo otroci radi hodili na trening, pa da bojo radi igrali fuzbal. Ne? Če bomo to dosegli, polje smo naredili vse. Ne? Zdaj, kje bojo igrali, ne? Je pa potem naslednja zadeva. Ne? In jaz mislim, da to tudi ideja mogoče za klube, ko nimajo trenerja, ki bi lahko delal neke krožke, ne vem, v enih 2, ne? Pa se bi lahko prišel iz sosednega kluba. Ne? Mislim, da je to taka stvar in ja, se da marsikaj zmeniti. Sej fant bi bil recimo, ne vem, ali je to študent, ali je trener nekako plačan, ampak klub bi pa, že baza se bi pa zati ustvarjala. In nijamo. Da se marsikaj narediti. Evo, mogoče ideja za kakšnega študenta, gre po terenu z razišče in to dela. Ne? Ker zdaj se mi da pogovarjamo, ne, da ti si rekel, 4 ekipe, to, če tako, če spavc rečemo, verjetno okrog 80, ali pa celo manj otrok, ne. Čez koliko let si ti zapustil, z kakim številom potem Šenčur? Se pravi, nekako moja zgodba v Šenčurju se je končala 2012, se pravi, to je bilo 7 let, bom rekel, tega profesionalnega dela, čeprav sem bil v Šenčurju 12 let. Ampak rečemo, se pravi, zdaj 7 let si ti pač bil
tam, kjer se je gradilo število. Potem, Mislim, da smo prišli nekje na 220-230 otrok. No. To govorimo samo v klubu, brez šol. To govorimo samo v klubu, tako ja. Plus šol je še bilo 6, če sem prav štel. Ja, ne, v bistvu potem so ta predvor, pa mislim, da Vodice niso več, da samo še ta matična šola oni delajo zdaj, ne vem pa kako je na teh krožkih okrog. Na vrtce ste tudi šli? No, to je pa super, da sem jo vprašal. Ne vem, ker vem, da s Korentom delaš. Ne? Ker veš, to je bila pa, pilotski, bom rekel, mislim, da so bili prvi v Sloveniji. Ne? Ja. Ker smo začeli s tem ukvarjati, zdaj meni je bilo to malo čudno, zdaj na nek način ti si imel malo prek člane, zdaj pa kako z otroci, ne? Iz vrtca. Pa čisto na hitro, otroke v vrtec, ne toliko preh, kapica, hlače, tretje jih napraviti za roke v dvorano. Tam spet preobleč, pomagati, zavezati čevlje, na ježka, karkoli že imajo. Trening. Tam so bile vajce, ki so bile po 2-3 minutke. Ne, lovljenje, ker otrok ti ne bo tistih šolsko uro, eno uro, ja, nemogoče, da on zdrži. Vmes roka, kaj pa je, kakat. Ok, pejt. Kaj pa ritko brisati. Ne? Ja, to so vse te stvari, ki so res zame nove. Se pravi, v članov, ki imaš druge probleme, imaš pa spet tukaj neke stvari. In evo, zanimivo je potem tudi prišla enkrat UEFA pogledati ta program. Spomnim se Miloša Rusa, ker takrat je bil še profesor, mislim, da je bil na šolanju na A, tako da sem malo pogledala, sem rekel, upam, profesor, da me je naredil prvi ta premak, glede na to, kaj še zdaj vaje tukaj delam. Ne. Bilo je pa res, v izbornikih vaj, pa smo to svoji fanti ponovili. Kar je bilo zanimivo to teh vrtcev je to, da recimo, primer, mislim, da bo kar nekaj Kranjčanov, ki te vadbe v Kranju niso imeli. In se hodili sem. Ne? In zdaj, in tudi recimo, kakšen fant je potem sicer nazaj vrnil, ampak je pa tukaj naredil prve korake v Šenčurju. Vse je bil kakšno leto, dve, še potem še vpisal se v klub, pa potem šel v Triglav nazaj. Če kak klub zanima, kam se ne obrnejo, za celoten program, kako pristopiti do vrtca, da prideš zraven, da potem tudi, kakor jaz vem, ima Rajko to napisan, nek osnovni program, tudi kaj bi se ne izvajal v vrtcih noter. Ker je potem ta projekt je potem zelo zrastel. Vem, da je NZS celo določeno opremo dajala klubom, zato da so se vključili. Ja, veš, slučajno še kam se... Ne poznam potem, vem pa, da tudi izvajajo, pa bom rekel zdaj spet eden... Če sem jaz Rajko to učenec, še za enega fanta vem, se pravi Grega Urh, ki to izvaja v Komendi v tem okolju in isto, na val, šole ga same kličejo, vrtce ga same kličejo. Že ve, kako in kaj. V glavnem tiste, ki zanima Rajko Korent, NZS. Ja, siguren, evo, bo pravi naslov. Zdaj, zraven moram povedati, recimo, eno pomembno stvar, tudi, ker smo tudi delali v Šenčurju, ker nisem prej pa nekaj zasledil. Izobraževanje staršev. Koliko poznaš, v bistvu, bilo je starši selekcije, ravno vem tiste, ki sem jaz imel, to je bilo, mislim, da so bili U10, 5 predavanj, šolska urca, 5 sobot, ne, in potem so dobili neko diplomo na koncu. Oni so poslušali prehrano, potem, kaj lahko jaz kot starš delam doma z otrokom žogo, kaj eni ne vejo, ne mamice ne vejo kaj, ampak tukaj so bili neke ideje. Eni grejo 10 km. Ja, eni grejo laufati, pa potem so, tako da tukaj je potem tudi poškodbe so bile, zgodovina nogometa pa pravila nogometa, zdaj za peto se pa zdaj ravno ne spomnim. Ampak zanimivo je bilo, spomnim se tisto soboto, ko so dobili starši diplome in to je bilo ravno pred tekmo, ko so prišli na tribuno. Mislim, čutil se je vibracije v zraku in res dobra volja in da smo nekaj naredili in jaz in oni in samo izobraževanje. Kak je bil pa odziv, pa kak si program v bistvu sestavil? To si sam sestavljal ali si dobil kje idejo tudi za to? Program je spet ideja od človeka, ki so ga malo prej omenila, to je Rajko Korent. Moram reči, da tudi mi se ta program smo potem tudi v klubu dali na Fundacijo za šport, za sofinanciranje. Tukaj me je malo žalostilo to, da recimo, da ga niso sprejeli. Ne. V bistvu pa se mi zdi, da je zelo, zelo dobra stvar. Se pravi, to je bil en majhen stvar, ki bi jo lahko začeli tudi ne samo na nogomet, na vse ostale športe. Ne. Ker ni samo nogomet, da ima težave. Ne. Mislim, da je... No, vsi imamo ambicioznimi starši, bomo tako rekli. Lepo si to... Kar je ambicioznost, je dobra lastnost, ne, ampak vse v nekih normah fair playa, o katerih se mi pogovarjamo. Ne. Ja, normalno, z bazo, ki smo naredili, potem tudi rasteš gor, ne, in tudi tekmovanja.
najprej se pravi s temi mlajšimi U13, da so prišli neko ligo više, potem so prišli mladinci iz Gorenjske lige v drugo ligo, takrat so mladinci kadeti. Kar mi je bilo zanimivo to, ker sem malo prišel zdaj v najni debati, mi smo imeli neko fajno, bom rekel, tista prva generacija, ki je v bistvu vse pred sabo tekmovala, pa napredovala. Ja. Nekaj fantov sem imel tam, ker so jasno postali tudi zanimivi okoliškim klubom. Takrat je bil Kranj pa okolica izredno močna. Blasta, 2 prvoligaša, Britov, Triglav, teh mladinci pri U15, bili so 2 drugoligaša zraven, bom rekel, radius 10 km, mi smo se uspenjali na Jesenicah, mislim tudi, da so imeli rang in so prišli v klub željo, da bi neki fantov vzeli. Pa so prišli do tebe ali so sami novačili? Ja, prišli so v klub, vse lepo, tukaj je korektna stvar. In zdaj, taka, kar sem in tako razmišljam in tako bom, tim fantom smo dali možnost igranja višje lige, prva U15, prva kadetska liga, s tem, da so pa mi potegnili rezultat takratko. Ampak kaj je bilo zdaj, kaj bom rekel poanta tega, pa to bi tudi rad povedal, ti fanti so prišli nazaj kasneje, ker tudi Britov je takrat izpadel, ko so bili večinoma pri njih, pa so lažje še čud naprej. Brez kakršne koli slabe volje. Tako da, v bistvu, mi smo dali možnost, šli so, probali so, že je takrat klub izpadel, oni so se pa vrnili nazaj in tukaj potem nadaljevali. Mislim, da je to en tak pomoč fantu v nekem momentu, pa v bistvu, da si malo tudi klub malo si zabrenzal pri rezultatskih ciljih, ampak v bistvu se pa nije dobra stvar. Se prvi slej vse vrne. Ja, zdaj, mi da smo se pogovarjali o fair playu, pa vmes se pravi, malo bomo Radomlje preskočila, se pravi, ti te deluješ v Domžalah zdaj, kar je verjetno povsem drugačna pogled ali pa odnos glede na to, kar si prej delal. Se pravi, ti si prišel v en bolj organiziranih klubov, kjer tudi z igralskim kadrom ali količino verjetno ni problem. Večji problem je, da jih je preveč. Kako ti gledaš, rečemo, na eno pa na drugo situacijo? Se pravi, ko jih imaš premalo ali pa ko jih imaš preveč? No, omenil si vmes Radomlje, tam se ravno to zgodilo, a pa se takrat dogajalo ena šola. In težko je, to smo se vsi zavedali tega, da je težko iz ene šole, da boš ti konstantno delal igralce, ki bo igrali te cilje, ki jih klub ima, se pravi igrali prvo slovensko, U15, kadetsko, mladinsko ligo. Tako da Radomlje potem najdejo tudi neko svojo pot, zdaj pridni so, še vedno so pridni na tej njihovi domači šoli, težko je v eno stran so Domžale, v drugi strani je Kamnik, tam je Komenda, Mengaš, in težko je najdeti, se pravi, toliko dovolj otrok, čeprav jim hodijo tudi pri mlajših iz drugje, ampak bojo mogli pa vedno potruditi se, da bodo dobili še igralce v drugot. V Domžalah je situacija ravno drugačna, se pravi, klub ima več šol, povezali so se z Dobom, tako da zdaj obstaja otroška šola Domžale Dob in potem, se pravi, nekje 40-50 fantov pride, rekel, tista prva selekcija, prva ekipa, in potem tukaj 2 leti jih fanti trenirajo, pa potem nastane selekcija. Se pravi, da izbiramo, kdo bo ostal v Domžalah, kdo bi šel pa potem na Dob. Domžale delajo na šolah tudi, ne? Domžale delajo na šolah. Krožke, vrtce tudi? Ne, vrtce ne. So pa prisotni na teh domačih šolah in pa mislim, da Trzin, pa tam Dragomelj še, ne. Plus ta Dob zraven, ko so ga imeli. Gre se za to, da se ponudi otroku prvi stik z nekim nogometom in potem se jih pač ali pripeljejo v svoj klub ali pa v smer v ostale klube. Tako, in ko sem omenila zdaj, tukaj neka težava samo bazo tukaj v Domžalah dejansko ni. Potem pa jasno, potem je svet od generacije do generacije pa odvisno, kakšen material je. Je pa tudi potem na nas trenerjih, da ta material znamo nekaj z njimi ustvariti. Zdaj, ta fair play trenerjev, da skočimo kar v jedro noter. Tudi preden smo začela, ko smo se normalno pač malo vse pripravljali za oddajo, si rekel, kaj je s tem dopingom za igralce. V bistvu, moja ideja je, da če jaz ves čas opozarjam igralce na fair play, na odnos do publike, do sodnikov, do nasprotnikov, do soigralcev, do
igrišč, do se pravi, vsega, kar je možno, se pravi, da imajo nek fair odnos, odkrit odnos, spoštljiv odnos, ne vem, verjetno bi še najdli kaj zdrave, ne. Imamo zdaj mi na drugi strani, se pravi, smo mi trenerji tisti, ki bi te igralci želeli, da zmagujejo, da so najboljši in iz tega potem je ena od glavnih problemov je pač selekcioniranje, ne. Kjer imamo tudi normalno na šolanju trenerjev, kjer smo tudi rekli, se pravi, ne vem, imamo mi 5-6 šol imajo Domžale zagotovo pokrite, kjer imajo krožke, vsaki šol je, zdaj bom rekel, čez palc 15 do 20 otrok, se pravi, tako imamo 100 otrok, da bomo mi polnili prvo selekcijo U7, U8, U9, rečemo, ne. V bistvu vemo, da prostora tudi zaradi ostalih prostorskih stisk ne bo za nekje 20 otrok, ne. Kar pomeni nekaj bomo že morali dati stran, ne. Ampak zanimivo je, da pač talent mi ne vemo, kje se bo rodil, ne. To tudi rečemo, Dinamova šola mi je zelo zanimiva bila, ne, zato se pač ve, oni pač pokrivajo Zagreb do leta U11, potem pa se širi ta bazen dol do Splita, ne, sam tam težko kaj dobijo, ker pač ima Hajduk tisti svoj pol bazen, ne. Ampak to pomeni, da mi začnemo pač hoditi tudi v sosedne klube in novačimo pač igralce, ne. Zato zdaj pač mi je zanimiv ta tvoj pogled, ne. Na eni strani, se pravi, si bil v klubu, ki je tekmoval v MNZ ligi, delaš razvojno, se pravi, imaš veliko otrok, zagotovo se noter najdejo 3-4 zanimiv, ne. Zdaj si na drugi strani si v Domžalah, kjer je pa ravno drugače, ne, kjer v bistvu normalno vi imate poskautirane igralce in vse ostalo v okolici, ampak dostikrat se zgodi, da potrkajo starši pa rečejo, mi bi pa radi pri vas bili. Kje ti misliš, da bi mogel biti naš odnos, rečemo, med nami trenerji, na kak način bi mogel biti vzpostavljen, glede na to, da sem prej za ta doping, da še povem, ne, da mi zahtevamo, v bistvu zdaj že po pravilih NZS-ja, more igralcu od 14 leta naprej narediti tudi usposabljanje v bistvu, ne, se pravi, kaj je doping in kje so pasti dopinga, zato da slučajno ne bi zapadli v te težave, ne. Na eni strani, na drugi strani pa vemo, da mislim, da v kadetske lige že lahko pride pač doping kontrola in v bistvu se vzame vzorec, pa se je že tudi najdlo kaj, ne. Kako ti gledaš, rečemo, ta naš fair play, no? Fair play med trenerji. Med trenerji, ja. Pa kako si ga ti doživel v enemu pa v drugem klubu zdaj? Zdaj, ko sem bil še nisem v Domžalah, se pravi, jaz sem vedno nekako poslušal v Domžalah, vse poberijo, ne. Tukaj bi zdaj najprej omenil, da tukaj je malo drugače, ne, da v bistvu res ni, da bi trenerji kar hodili, se pravi, po igralce, da bi gledali okrog, jih iskali, jaz ne vem, tukaj, ko sem četrto sezono, nisem še enega fanta, da preko, zdaj pa tega bomo pa vzeli. Tudi nimamo značenega, nimam beležko, da bi preko tega bo pa Domžale zdaj pripeljal. Ja, kasneje, prvi 14, sploh pa prvi 15 se to zdaj začne dogajati. Še kaj sem mislil, da Kako si rečemo konkretno v Šenčurju doživljal to, da če si izvedel, da se nekdo novačiti igralca, pa ni poklical tebe, ne? Ne vem, ti je komu celo uspel, da ti je kakega odpeljal, ne? Ampak sploh ta način, ker rečemo, vidva zdaj tu skupaj sedima, pijema kavo, jaz ti pa potem ukradem igralca, v narekovaju. Jaz sem preko omenil, da so prišli z Britofa, bom rekel, super odnos, imeli tudi takrat s Triglavom, ne. In ravno, ko sem na seminarju, dan se bo spet z Robertom Miso srečala in vidva sva preh, pa vmes, ko sva sodelovala, v bistvu, ker to je bila najna komunikacija in tudi kasneje v super odnosih sva ostala, ne. In tudi jaz verjamem, da s takimi odnosi, če sem daj kakšnega igralca, sem vedno na klub poklical, pa smo potem z njimi kontaktirali, ne. Zanimiva stvar, kaj sem pa, ker spet sem bom malo omenil v Radomljah. V Radomljah sem jaz v eni sezoni, oziroma pol sezoni, nisem imel ekipe, pa sem takrat na željo, ne vem, koliko poznaš, bil je tam vodja mladinskih selekcij Dave McDonough, ki je bil Anglež, me je prosil, prav Robi, ti bi lahko že malo okoli skautiral in sem jaz, hodil sem po tekmah, predvsem druge
mladinske kadetske lige, tudi kakšna MNZ liga in tudi se najde igralca, ki bi bil zanimiv za nas. In kaj smo naredili? Napisali smo na klub pošto, napisali, da se klub Radomlje zanima za Toneta iz tega pa tega kluba, ter da ga bodo kontaktirali. Ne? In to je meni tisti en tak fair play, kako bi lahko bilo. Ne? Ampak jaz moram biti, živim preveč v idealu, ampak tako bi lahko bilo. Ne? Da bi se, magar, če ti težko poklicati, mail, karkoli pošta, da se obvesti in ja, vse oblikati kaj. S tem bi jaz tebi obvestim, da ti bom igralca vzel, ti boš zdaj se prepravil na okope, pa boš igralca pripričal, da ostane pri tebi še ena sezona. Super, ne? Ne? Zdaj lahko da bom rekel, ok, ena sezona še pustimo, pa bom potem spet probal. Ne? Jaz bi nekako na tak način ta fair play med trenerji pelal. Ne? Je pa jasno, žalosti me to, da recimo pa so svoji igralci bili nekoč, pa so se, ne vem, skregali, ampak potem pa spet skupaj sodelovali, kradejo igralce na finte, sploh če ne poznam, kakšne so to. Ker dejansko tudi s tem se ne ukvarjam in kar tako kdaj kakšno stvar res slišim. Je pa bom rekel, še enkrat ideja, kako bi se pa lahko to dogajalo. Jaz bi predvsem rad v vodjih šol, teh nogometnih šol, vedno nekdo obstaja, da bi one med sabo kontaktirali. Ne. Jaz bi tako postavil tak idejo, kako bi se to rešvali. Vodjo. Ne. Če zdaj gledamo, recimo, večinoma so pač starši tisti, ki bodo tudi spodbujali ali pa zavirali neki od teh prestopov. Zdaj, če mi da gledamo, meniš, da bi morali tudi, koliko si rekel, ne vem, da ste imeli izobraževanje za starše, da bi morali tudi na starših vsi skupaj nekaj več narediti, ali bi morali mi tudi znotraj trenerske organizacije, se pravi, malo več narediti, ker rečemo, Dejan prej, če je tudi omenil, da problem nastane tudi, da vodijo klube tisti, ki niso bili veliko v nogometu, pač so prišli iz drugih interesov, mogoče tudi, in ne doživljajo tega razvoja ali pa ne vem, kaj je glavni cilj. Če je glavni cilj naša reprezentanca, ne? Se pravi, kje je zdaj, kdaj je smiselno, pa kdaj ni smiselno. Tudi ko smo pripravljali, pač smiselno prestopiti igralce. Tudi ko smo se pogovarjali, ko smo pripravljali oddajo, ne, smo se pogovarjali o tem, a bi bilo smiselno, da so otroci do nekega leta na najbližjem klubu, tako ko je pač šolski sistem. Se pravi, ne morem jaz svojega otroka peljati v neko drugo šolo, tudi če mi je tam zelo všeč, pa če je večja ali manjša ali bolj tehnološka ali ne vem, kakorkoli pa že usmerjena, ne. Moj otrok mora biti v tisti prvi šoli, taka je zakonodaja in tako je. Misliš, da bi to lahko tudi na NZS-ju se kaj o tem pogovarjali? Seveda bi se lahko, se pravi, da bi izobraževali in nas trenerje, neke smernice podajali, pa mogoče spet poiskali ljudi, ki bi izobraževali starše. Ne? Ker meni je to vedno bilo zanimivo, ker se prej omenil starš, bi želel prepeljati otroka. Ponovadi se vedno to dogaja po nekih turnirjih, ne? Ko kakšna ekipa osvoji turnir in zdaj ta ekipa najboljša, on dela najboljšo, gremo vsi tja. Enkrat zanimivo je bilo, sem igral četrtfinale, mislim, da smo bili 4 ljubljanske ekipe, tudi mi zraven spadamo proti 4 ekipam izven, ne? In bom rekel, še dobro, da smo vse 4 spadli v četrtfinalu, ker drugače bi imeli spet starši bi se kaj iz kluba v klub. Ne? Ker recimo, ja, tudi k meni prije kakšen fant starš, zakaj si pa prišel, zato ker vi ste pa zmagali turnir. Pa v bistvu ne, meni je bolj zanimivo, da bi rekel, zato ker vi pa dobro delate, ker se to pa to način, ker se tukaj fanti dobro počutijo. Meni je to bolj pomembno. Ne? Zdaj pa zakaj nekdo zmagal turnir, lahko veva, ne vem, 5 dolgih žog ali pa en posameznik je tako dober, pa zabija gole. Ne? Zveza, zdaj upam, da namo zveza, da bi jo preveč obremenjevali. Sam jaz mislim, da pa lahko tudi kakšna stvar gre proti nam, ker to so, bom rekel, kar velike zadeve, ker konc koncev cilj, minus si ga, cilj je distanca. Mora biti cilj nas trenerjev poiskati, razvijati čim več otrok, da potem pridejo v distanco. Jaz sem, Matjaš bo vzel 20 ali koliko, ne bo več vzel, ampak ja, bomo pa sigurno našli talenta se posod. Ker zdaj, ko si rekel, ne bi preveč obremenjeval na nogometne zveze. Jaz se strinjam, da je ne bi obremenjeval, ampak recimo glede na to, da inštruktorske službe so
zelo dobro vzpostavili in so tudi zelo dobro organizirane, tudi mislim, da zelo dobro delujejo. Tudi in centre, ko jih imamo, ne, se pravi te regijske centre, ki so vse posod, ne, vemo, tja načeloma prihajajo pač igralci, ki so boljši iz določenega kluba. Ne. Kar pomeni zdaj, vmes smo se pač mi imeli tudi dosti diskusije, ne, kar pomeni, to je v bistvu že nekje selekcioniranje ali ponujanje igralcev tudi za tiste večje ali pa boljše klube. Ampak spet, kje bi mogel biti ta fair play tu znotraj postavljen, zato da mi rečemo, do 13. leta bo v matičnem klubu ali ne vem, konkretno, ne vem, nogometni klub Zarica je postavljen organizacijsko tak, da bi bilo smiselno, da se jim pomaga, da grejo v ligo više tekmovati, ker pač bojo tam fantje, glede na vse, kar je, rečemo, se zgodilo, imeli več možnosti, rečemo, tudi za napredovanje. Se vemo, na koncu je tudi težka tekma, pač neki dan, ne? En je proces, en je pa potem težka tekma. Ampak kdaj ti meniš, da bi bilo to smiselno? Zdaj, kjera so tista leta? Ker tu imam jaz tudi veliko dilem, ne? Tudi veliko teh igralcev, ko sem jih jaz pač gostil, ne? Ker so pač naši reprezentanti ali tako, ne? In tudi Jure Balkovic je bil eden tak, ne? Ki ima zelo lušno kariero, ali pa Kramarič Martin, ko do 15. leta noben ni vedel, karikiram, upam, da ga nisem užalil zdaj, ne? Da obstaja, pa je mogel sam potrkati nekje na domžalska vrata, da je potem, rečemo, se razvil v, govorimo zdaj, to so pač profili za našo A reprezentanco, zdaj igravci, ne. Zdaj, kje je tista meja, ko je ti vidiš, da bi bilo smiselno, ker se mi zdi, da bom zdaj tako rekel, Domžale bo šle, U11 bojo hodile na najboljše turnirje, ne, čim prej ga dajmo tja zaradi tega, da bomo takoj začutil, kaj je to Zvezda, pa Salzburg, pa ne vem, Roma, pa ne vem, kdorkoli pa že, ne. Ja, dobro, če se vrnemo tole na zadnjo, se pravim, to sem omenil, sam to je, v bistvu, če za te, na ta način hočeš zamenjati klub, je nesmisel, ne. Se pa strinjam, ja, šola, tudi mi smo pedagogi, ne. Se pravi, imamo neko povezavo, mi šolo, ne, in šole obstajajo, po moje, dalj časa, kakor nogomet, ne, in sigurno je tukaj, so znali oceniti, kdaj se, v kateri starosti potem tudi greš iz šole v srednjo šolo. In tudi nogomet, se pravi, je podobno, ne, se pravi, delamo od lažjih, težjih stvari in pri 13, dobro, jaz bi raje rekel, ja, 14-15 let starosta, ko bi, če res v lastnem klubu, ali pa ja, v lastnem klubu nimaš neke možnosti, ali bom rekel infrastrukture, ali se slabo dela, vse to se potem pa, mogoče pa takrat pa že, kot ne da starš, že otrok že ve, pri 14 že veš, da v bistvu, da so treningi slabši, pa bi biti pa sam nekako potrkal na kakšna vrata kakšnega kluba. Pa še enkrat, ne, tukaj žalosti me to, ker recimo v bistvu veliko pa teh fantov potem ni več dober ta klub, pa gremo v drugega, pa v tretjega, pa četrtega in potem samo še krožijo, pa jaz pravim, pa najbolj bi bilo, da bi še stal v tistem prvem klubu, ki je tvoj domač klub, pa bi v bistvu, ja. Te prijatelji tudi najbolj motivirajo. Bi bil glavna faca, pa mora biti pa kasneje neko kariero naredil, ne, tako da. Če ti si dosti potoval tudi po tujinah, pa si ogledoval tudi kako, rečemo, druge izgleda. Ja, zdaj v primerjavi verjetno za večina slovenskih trenerjev, ne, si vseeno, tudi če si 3-4 klube pogledal, kako funkcionirajo in kako imajo znotraj tega tudi, rečemo, dogovorjeno v neki regiji, ne. A nam lahko to malo predstaviš, kako to izgleda? Kje si sploh bil, pa rečemo, kje, ali pa lahko tudi eden od primerov, ki te najbolj se ti zdel smiseln, pa bi ga bilo mogoče lahko prenesti tudi v naše okolje. Igor, super vprašanje. Jaz sem res lansko leto si ogledal Belgijo, Belgijo kot zvezo, pa bil sem prisoten v 3 klubih. Bom rekel Anderlecht, ki je nivo, ne, katerega v bistvu težko dosežemo. Drugi klub je bil Kortrijk, ne. Bom rekel, to je kraj, ki ima 25,000 prebivalcev, tako da je primerljiv z našimi in klubi in bom rekel standardom. Anderlecht si hotel reči, da slovenski klubi ne moramo priti na ta nivo. To pustimo, ker mi so že tista osnova baza, da začnejo s 7, da je
preko raznih dnevov, igralni dnevi, njihove partnerske šole, da imajo 700 igralcev na nekem seznamu, pa potem jih izberejo 10, tukaj to moramo mi črtati. Lahko pa delamo na način takšen kot oni. To pa lahko, se pravi, namesto da bi imeli 700, imamo pa lahko 200. Evo, tukaj bi rekel čestitke kolegom v Kršen, ker nekje tisti njegobikci sistem naredi nekak 200 otrok, ker je po mojem za Slovenijo največ. Govoriš o enem letniku. No in potem se pravi Kortrik, ki je stopničko nižje, ampak še vedno fenomenalen klub za naše razmere, organiziran, delo z mladimi. In potem pa tretji klub je bil pa klub Halken, bom rekel, iz kraja, ki ima 6000 prebivalcev. Se pravi, njihova članska ekipa igra 3. regijsko ligo. Se pravi, to članski nivo ni nekaj visok. Evo, tudi otroci trenirajo od 8. leta do 21. leta, oziroma takrat so že starejši fanti 2-krat na teden. Se pravi, tukaj neke količine treningov tukaj nimajo. Njim je predvsem ta klub je, da se na stadionu dobivajo ljudje, da kakšno rečejo, da se otroci fajn počutijo. Vendar pa vmes se pa najde kakšen otrok, siguren talent, ki je pa dober. In kaj zdaj oni s tem talentom naredijo? Oni sami predlagajo klubu, ki je najbližje njih, to je Gent, da ga vzame, da ga pogleda. In potem ta fant v Gent gre in tam trenira. Zdaj, kaj ima klub zdaj od tega nazaj? Ogromno. Prej se malo menil turnirje, oni jih vabijo na turnirje, trenerji iz Genta prihajajo v ta klub, naredijo treninge, ne vem, specialne treninge tehnike, specialne treninge, recimo koordinacije, hitrosti, zdaj uprema, žoge, ogledi tekem, ker Gent je zelo uspešen tudi v Evropi, gledajo se lahko tekme ne vem, mislim, da so Liga Evropa, ja. S tem hočeš ti reči v bistvu, da Gent je potem v tej regiji primaren klub in ostali klubi delajo nekje za njega in obratno. Zdaj ti bom pa povedal, se bom malo nasmejal. Se pa meni je to predstavil takrat, to sodelovanje, njihov vodja. Royal mu je bilo ime. To je bila, se pravi, oni rečejo blue white, povezava. Se pravi, vsi klubi, ki so v tem, so z Gentom, se pravi, ta povezava modro-bela. In jaz sem pred časom šel malo pogledati, zdaj se pravi, nekaj spet na stran in vidim, da se ta barva ni več bila modro-bela, ampak je zdaj zelena. Kaj se je zgodilo? Ta človek, ki je tukaj začetno dobro delal, vodja, je šel v Briš, Circle Briš. In s tem zdaj, in so zamenjali pot. In zdaj sodelujejo pa z njim. Ampak mislim pa, da so osnove so pa iste. Tudi v Kotriku, ko sem bil, oni vedno igralca, ki pride z neke sredine, pa če ni več zanimiv za njih, pokličejo najprej bivši klub, če lahko pride nazaj tja. Pa če se igralec strinja. Vkolikor se igralec ne strinja, oni pokličejo potem klub, ki je drugi v regiji za njimi. In ga tja usmerijo. Tako da to mislim, da je tudi ena taka, ko si rekel fair play, oziroma kako bi lahko si med seboj pomagali. Se pravi, je pa vedno večja riba manjšo poje. Sam tu se mi zdi, prvi problem je v sami kulturi naši, se pravi slovenski. Če imam jaz igralca, ki je v prvi ligi, rečemo, da jaz na zadnje v prvi ligaškem klubu kot kadeti mladinci deloval v Rudarju, in ko igralec ni bil ocenjen, se pravi, to je pač lahko tudi normalno naša človeška napaka trenerjev, da pač smo ali iščemo nek drug profil ali drug tip, pač še vedno ta igralec, jaz dostikrat rečem, da ima absolutno vse možnosti, da se bo razvil v top igralca, ampak mi ga ne vidimo. A ni dostikrat problem, ko ti narediš sestanek in jim predstaviš, zate bi mogoče bilo zelo dobro, če greš druga liga, ta klub, lahko mi navežemo povezavi in vse ostalo, da so tudi starši tu velik problem, ker negativno odreagirajo, če ne bo tu bolj, bo pa ali nehal, to sem žal moram velikrat slišal, sem prevečkrat slišal, ne velikrat, prevečkrat v vsakem primeru. Malo izsiljevanja. Malo izsiljevanja, malo tudi verjetno kaj drugega.
In drugo, ja, tja pa jaz ne bom šel, zato kot to je pa brez veze. Ne. Se pravi, bom prvo ligo igral ali pa ne bom igral. Ne. Se pravi, tudi ta način. Ne. Drugač pa, ker na drugi strani je pa tisti, ki so pa se odločili za kako leto, rečemo, igrati ligo nižje, tisti, kar si prej rekel, in biti glavna faca, ne, so pa potem dobili na samozavesti, dobili neke druge veščine, ki jih mogoče v prvi ligi ne bi mogel razviti in se je potem razvil za drugo ali pa prvo ligo, tudi člansko, rečemo, tudi take imam igralce, ne, ko so bili posvojeni, pa so potem prvo člansko ligo igrali in ni bil noben problem. Ne. Kje ti vidiš, da imamo največ težav, pa s kom bi se mogli največ ukvarjati? Ali smo tu vedno trenerji ali je še tu kak drug faktor zraven? Ja, jaz bi tukaj spet šel malo na zaupanje. Recimo, zdaj ti fantje, ki v nekem momentu morajo zapustiti klub. Ne? Zdaj, ali tebi kot trenerju, ali pa tebi kot vodji, ali ti zaupajo, da ko boš šel tja, ali je to dobro ali ne? Ne? Jaz verjamem, da ti lahko slepo sedijo tja in tudi, recimo, da je primer dobre prakse lahko. Ti lahko od njim razložiš, jaz ne vem, evo, pa če gre malo na Domžale, neki fantov je zdaj v prvi ekipi, ali pa so šli že naredili stopničko više, ker so igrali v Dobu, v drugi ligi. Ne? In ker so ravno pri drugi ligi, jaz mislim, da je ta naša druga liga ravno za razvoj teh fantov fenomenalna. Ne? Da je morbiti daj štopičko nazaj, pa potem dve naprej. In zdaj smo v času, ki je postopnega roka, zdaj kar nekaj fantov iz drugoligaških klubov prihaja v prvo ligo. Ne? In ja, jaz mislim, da je kdaj, čeprav smo biti trenerje malo zgledamo, malo smešni, jaz ne vem, ampak treba nam je tudi zaupati. Ne? Predvsem fantje, ja, ker starši, jaz mislim, da tudi da potem se znajo doma zmeniti, mama pa otrok, kako in kaj. Ne. Je pa zdaj, velikokrat slišim, da so mame, ker se navamo pri mamah, da so mame kar zelo aktivne pri teh stvareh, še celo barve kopački znajo zbrati. Fantom, ne. Okay. Zdaj malo smo mogoče preskočila na te više kategorije. Ne? Jaz bi se vsem še malo osredotočil na te mlajše kategorije. Koliko ti vidiš, da bi tudi moral konkretno, ne vem, pri vas slučajno je ta praksa, da to, kar si ti rekel, da je bilo, se pravi, agent Kortvik, sodelovanje, da je tudi trener iz višjega rangiranega kluba, ne, prihajajo pomagati v manjši klub. Jaz imam dostikrat občutek, da tu imamo trenerji, ki delujemo v nižje rangiranih klubih, tako malo težave s tem. To smo se tudi zdaj naprej dotaknili, ne, imamo težave svoboda, ne, kljub temu, da imamo mladinske programe, pa vemo, kaj bi morali delati, ne. Kakva je definicija svobode, smo se tudi malo z njim prej dotaknili, ne? Ampak tu predvsem ta del sodelovanja. Jaz sem tudi imel idejo, rečemo, kot vodja šole, ko sem bil, da bi moj trener prihajal v drug klub pomagati z našimi vsebinami, pač našimi ali na drug način z vsebinami, kjer bi jih mi skupaj oblikovali, ki so primerne tudi mogoče za razvojno stopnjo, ko ga imajo igralci, ne vem, v nižje rangiranem klubu. Kak ti vidiš tu možnost? Ta Domžala, kje poteka tu? Viš, da bi mogli tu nujno nekaj narediti na tem? Ne. Pa spet, kdo je tisk, ki bi lahko to izvedel? Ja, ne, žal, to se ne izvaja. Siguran pa bi bilo v teh stvarih se bi bilo treba pogovarjati. Pa ne samo, bom rekel, zdaj na klub, s katerim, bom rekel, jedno sodeluješ, tudi na vse te okoliške klubi bi lahko hodili. Zdaj je pa spet tako, zdaj, kako bi klub gledal na nekoga, ki jim pravi, aj to, ne, da jim pamet solija, karkoli, ampak jaz mislim, da bi se znali mrske potegniti. Kakšna vajca, dve ideje, pa bi lahko tudi na ta način klub, ki je v bistvu zdaj malo zaostanko, lahko napredoval. V bistvu, rekel, če pogledam na naš konc, težava ni tukaj, bazo imajo vsi ti klubi okrog, ja, seveda, mogoče ima videti sama infrastruktura, da je slabša. Te stvari, ki si pa omenil, da bi bila pa pomoč, bi bilo pa v tem smiselno. Ampak to je spet, se mora, bom rekel, malo više stance malo med seboj povezati, pa v teh pa debatirati. Ne. Ker ja, ni samo zdaj, da ti deluješ za svoj klub, pomembno tudi na ta svoje okolje, v katerem bivaš, ne, da pomagaš. Pa to govorim kar za celo našo to državo, da bi se lahko, ko imamo regije,
ki so neki regijski klubi, žal Gorenjska v tem momentu ne, bom rekel na najvišjem nivoju, ampak bi pa to lahko počeli. Zdaj, lahko da že kje počnejo, pa da tega še ne veva. Ker smiselno bi bilo, da je v vsaki regiji, da imaš ti en močen klub, v katerega potem bi v nekem sodelovanju z ostalimi klubi, se pravi, se to pretakali, ki jaz še vedno vidim pač mogoče v teh najmlajših največji problem to, da trenerji delujejo tako, da siromašijo, se pravi večji klubi, da siromašijo manjši klube na način, da prvo novačijo tudi igralce, ki ga mogoče niti ne potrebuje, niti ga ne vidi v razvoju, ampak vidi samo, da so pač trije prijatelji in bojo pač te tri vzeli. Če pa tam ekipa, ne vem, samo 14-15 igralcev, ki so v nekem tekmovalnem ritmu, pa vemo, da trije pomeni, da bojo imeli pa naslednje tekme velike težave, sploh ko bo še kakšna poškodba, kakšni kartoni, kaj za šolo se je treba še kakšna mama kdaj ne pusti na tekmo iti, da bi tu morali kaj več komunikacije vzpostaviti. Mislim, ko sem biti malo omenil siromašenje, jaz pošteno ne razumem, zakaj bi rabo neko število, dobro, prestopni roki vedno so zanimive. Bom rekel, če že sam gledamo medije, bom rekel, meni je to nesmiselno, da se to še dogaja pri mlajših selekcijah, pa da to vsako sezono na novo sestavljaš. Pač delaš tisto, kar imaš, pa v nekem momentu ne boš prvak, ne boš pa mogoče šesti. Zdaj, in je treba potrpeti, kakšno sezono, bom rekel, tudi malo zgurati, pa se bojo fanti na podlagi tega tudi naredijo. In treba je dati samo šanso. Zdaj najlažje je, ne vem, moj primer, grem po turnirjih, grem kot gledalec, gledam dva tle, jih je že šest stran, pa naslednjo leto spet šest, pa sem v 3 letih zamenil kompletno ekipo lahko. Ampak to nikamor ne pridem. Mislim, ker težko jaz rečem zdaj, ta otrok pa ne bo. Težko. Čeprav sem že toliko časa v tem nogometu, težko ti se smejiš, težko ti. Jaz se smejim zaradi tega, ker vem točno, kak je. Ker tu zdaj je pač verjetno ne nogometno, ampak iz košarke je najboljši primer. Pri 13 letih Nikola Jokić, vsi vemo, kakva je bila njegova slika, verjetno najbolj perspektiven športnik v Srbiji je bil takrat. V navednicah, da je prišel potem do NBA, ker je tisti, ki še niste videli, si poište to sliko, imate vse posod na internetu. Pa jaz če še sebe mal noter, jaz sem tudi brata, ki so biti, se pravi, šola. Moj brat je imel obrazno velike težave, recimo, v 5. razredu, 6. razredu osnovne šole. Jaz sem pa to gural skozi, gladko, tudi, se pravi, nogomet, pa šola, ampak v bistvu jaz nisem nekako učil in to je šlo gladko skozi. Se sem naredil višjo šolo, ampak brat je moj naredil pojem magisterij. Poj kasneje mu je očitno kliknil, pa je se lotil tega. Tako da isto je pri športu. Zdaj, zakaj pa lahko nekdo pri 12 že vse zna? Se lahko, da ima že pri 4 starejšim bratom igral. Ker Igor, ker se tudi omenil, dobil sem kakšno, se pravi, pride fant na trening, probal bi. Jaz sem dobil to sezone igralca, ki se je pa zdaj igral nikjer. Kako nikjer? Malo na ulici s tem Nikolom, ki je njegov prijatelj. Kaj pa prej? Jaz sem pa treniral vrtetko. Opa, ne. Prav, ta že fant pa že neke gibljive neverjetno in smo ga vzeli. Pač sem rekel, 2 tedna boš tukaj še z nami, ampak sem rekel, mama, kar prineste slika, in smo ga registrirali. Zanimivo je, da je eden redkih, ki je pravilno outmetov. Pa je v bistvu res iz ulice prišel. In fanta bomo spremljali. In je nekaj zanimivo. Tako da tudi to, da je treba že daj začeti. Se mi je zgodilo zdaj, da pa me je. Se to je ono, mi se pogovarjamo v široki bazi do 10. leta, kjer bi mogli igrati v čim več različnih športov, ampak mi jih že pri 5 letih treniramo. Ampak to bo ena druga diskusija. Tako. Midva smo teh 45 minut, koliko smo dogovorjena, izkoristila. Že. Hiter minil, Ja. Te bom še enkrat povabil, bomo še enkrat naredila oddajo, malo bolj, kako sodelujejo mogoče klubi v tujini, pa kako bi lahko mi naredili sodelovanje tu. Igor, z veseljem, mislim, da tako, da se rad na tem nivoju, da se mora biti debate, všeč mi je stvari, ki jih počneš in že prej v klubu, verjetno si pozabil, da sem videl že sodelovala,
ker si bil ti še na šolanju, ne? Ste pa asistent, to je bilo enkrat v Mengšu, to še takrat poznava. V bistvu jaz ti želim, da tako poteka naprej, ker vedno je težek začetek, ne? Vedno je nekaj težko začeti, pa mora biti dvakrat, trikrat za nalaufa, potem pa stvari grejo kar skozi. No, jaz pa upam tudi, da bo ta trenerska organizacija tele naše diskusije še malo potisnila do trenerjev, pa da se še mi trenerji malo trikrat skregamo, pa pol dogovorimo, kako bi mogoče še naredili boljši ta slovenski fuzbal. Čeprav so na Gorenjskem, so v Kranju, pa nimamo prvolegaša, ne? Ampak smo pa mi, ravno tudi mora biti naše društvo, ne? Že par let nazaj začelo s temi akreditacijami, pa smo potem tudi seminar malo raztegnili za mali nogomet, bom rekel za trenerje malega nogometa, za trenerje velikega nogometa. Mora biti pa tole začetek zdaj. Da bomo z tega zdaj počasi prišli, da bomo imeli že na Brdu nek pogovor. Ne? Hvala ti, upam, da si vseeno užival. Vem, da je še fulje ostalo, ampak bomo kdaj drugič. Čeprav je mrz, ampak gremo dalje. Hvala. Ok, živo.